bojo izvedli štrajk. To pa pomeni, če se ne bo možno dogovoriti za tako drastično višje plače, bojo izsilili svoje plače, kar pa pomeni nekaj. Pomeni, da sodna veja oblasti ne spoštuje več zakonodajne veje oblasti, ker zakonodajne veje oblasti pa tista, ki določa zakone, kako morajo sodniki delati. In s tem štrajkom ravno to dokazujejo, da hočejo imeti celotno oblast oni, da Slovenija ne bo imela zakonodajne, izvršilne pa sodne veje oblasti, ampak samo sodno, katera bo odločila vse. To je meni popolnoma jasno, toliko imam prakse s sodiščem, da lahko to trdim. Sedanja zakonodaja omogoča konkreten nadzor dela nad sodnikom. Na prvi inštanci predsednik sodišča mora nadzirati vse svoje podrejene, ampak ne to, da bo rekel, tako da moraš odločiti, temveč, a si spoštoval zakona, a nisi. Samo o tem je fora. Tu se moramo poprašati. Ali sploh mora biti minister za pravosodje izbrst sodnikov? Zato, ker se z njimi pozna, se z njimi je v navezah bil vse svoje življenje, da je pa minister. Da pa se bo nekomu mogel zameriti. Torej bi ministra moral izbirati iz vrst prebivalstva strokovno sposobnostjo. Ampak ni nujno, da z izpitom. Vemo, jaz poznam ogromno sodnikov, ogromno odvetnikov, ki so na delovnih položajih, bili so člani partije, firme, so izdelke dejale zato, da so te izpite dobili. Napovedujejo ga, kakor sem lahko ugotovil, na osnovi 14. člena Ustave enakih pravic. Vendar štrajk je v državnih organih pravno neveljavno, ni možen. Postavimo se, da bo Janša pa vlada rekla, da gremo štrajkati. To ne gre. Sodniki lahko nam štrajka reči, jo bomo odstopili. In to bi pa je želel. Če je 2/3 odstop, pa je 1/3 pošteno sodi, vse zaostanko bi